sredi domovine, v tem prekrasnem trgovskem domu, v tej stavbi, ki je simbol povezovanja, moči, ustvarjalnosti goriških Slovencev in tudi njihove upornosti in sposobnosti, da živijo in preživijo v najbolj težkih trenutkih in ki je seveda v tem trenutku v lasti in upravljanju slovenske skupnosti v Italiji, kar je izjemno pomemben simbol tega, da mogoče pa vendarle živimo v nekem trenutku in v nekem zgodovinskem kontekstu, ki je nekoliko bolj prijazen do vsega tistega, kar nam je dragoceno in blizu. Zdaj, v Ameriki, nekateri, teče kar debata, zdaj, včasih je bilo nesporno, da je najbolj znan Slovenec v Ameriki Kopitar, ampak njegovi časi zdaj so malo minili in zdaj sta dva tabora. Eni pravijo, da najbolj znana Slovenka v Ameriki je Melania Trump, drugi pravijo, da najbolj znan Slovenec v Ameriki je Luka Dončić, ampak mi tu vemo, da najbolj znan Slovenec v Ameriki je Joe Valenčič. Joe, prosim. Izvoli. In smo zelo veseli in počaščeni. Imam kravato, ali bi se... Ma ni treba, zaenkrat ne. Če pa bo kdo čutil, pa ne samo pove. Smo veseli, počaščeni, da si vzel čas. Joe je priletel naravnost iz Amerike danes, zjutraj, Ja. Tako da je, kako rečete vi tam, fresh off the boat, Ja. Dobesedno in smo res veseli, da je gost tega našega ciklusa. Preden se začneva pogovarjati, bi jaz vendarle povedala, da v 2 letih smo v teh pogovornih večerih sredi domovine na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu gostili že 25 gosti in gostov iz vsaj 8 držav, tako da kar pestra druščina se je že nabrala. In v tem kontekstu bi rada, ko smo že tukaj v Fajglovi knjižnici, ki je najlepši kotiček v Gorici, po mnenju mnogih, predvsem naše Ane Šket-Danev, naše drage kolegice, bi povedala, da prvi gost sredi domovine in bo ostal za vedno prvi, pa je gospod Aleks Kama-Devetak, ki danes je tu v službi v knjižnici, mladi slovenski pesnik v Italiji in bo za vedno ostal prvi. Bi pa iz srca pozdravila res vseh, ki ste prišli, se zahvalila gospe Luizi Grgolet, da nas ta knjižnica, lepa, zelo lepa, gosti. Bi lepo pozdravila akademika profesora doktorja Boštjana Žekša, nekdanjega ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu in našega zvestega gosta večeru sredi domovine. Zdaj vidim, da je prišla gospa Lara Pižent, naša pedagoška svetovalka, živjo Lara. Veseli smo, da je z nami Mateja Zoran, filmska vila, goriška in, kako bi rekla, moja draga sopotnica, pobudnica projekta Evropska prestolnica kulture in umetniška svetovalka projekta in danes sveža novica, bodoča umetniška vodja Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, gospa Neda Rusjan Bric. Dobrodošla tudi ti in čestitke. Evo, če sem koga pozabila, pa naj mi prosim oprosti, ampak vsakega od vas smo izjemno veseli. Joe, mi ponavadi začnemo z enim takim uvodom naših gostov, o tem, kakšna je tvoja zgodba, se pravi, kakšna je tvoja izseljenska zgodba. Ti si Slovenec rojen v Združenih državah Amerike, po kakšnih poteh so tvoji starši prišli tja, čez lužo? Ona dva sta prišla od drugega konca Primorske iz Jelšan in Novokračine, to je blizu Ljubljanske Visice, mejni prehod Jelšane. In oče je prišel v Ameriko leto 1920 s svojo mamo in s bratom, ker njegov oče je bil že pred Prvo svetovno vojno se preselil v Ameriko. Bil je gozdar v državi Washingtonu na Pacifiku, to je okoli leto 1908-9. Potem pa je delal v rudniku v Colorado, kjer je imel brata in je hotel malo denar si je prislužil in je hotel ženo in 2 sinova preseliti v Ameriko, ampak karta
3 karte za vlak v Colorado od New Yorka, mu je bilo malo predrago. Imel je pa sorodnike v Clevelandu, to je polovico poti med New Yorkom in Chicago, torej se je odločil, da jih bo srečal v Clevelandu, torej ko bi bil imel zadosti denarja, bi se bil jaz rodil v Colorado. In tako si se rodil na pol poti. Ja, med New Yorkom in Chicago. Ampak zakaj Cleveland? Ker Cleveland to je bila slovenska metropola. Kadar je moj oče in mama, ker sta prišla, to je bilo med vojnama, v Clevelandu je bilo tolikih Slovencev, da smo imeli pravo kulturno renesanso. Gradili so se kulturni domovi, enkrat je Cleveland imel 10 različnih slovenskih kulturnih domov, 5 župnij smo imeli slovenskih, neštetih pevskih društev, dobrodelne zveze, dramska društva in za vsak okus. Primorci so imeli dramsko društvo Gregorčič, imeli smo slovenski delovski dom, smo imeli cerkveno dvorano, vse za vsako prepričanje, ker je bilo tolikih Slovencev, se imel vse te različne kraje, mnenje. Še danes imamo primorski klub v Clevelandu, imamo štajerski prekmurski klub in tako naprej. Torej je še danes pomembno kulturno središče za Slovence po celi Ameriki. Zdaj trenutno ni tako, kot je enkrat bilo, recimo med vojnama, ampak še zmeraj smo na glasu, vsaj v Clevelandu. Ampak ne, da je Cleveland bil edini center, ker tudi v pittsburghški okolici, Milwaukee, Chicago, severni del Minnesote in tudi sredi Colorado, recimo v Pueblo, Colorado, ki je najbolj industrijsko mesto v državi, imajo ne samo slovensko župnijo in slovenski dom, imajo tudi letovišče izven mesta Prešernov klub. Torej na sredi Rocky Mountains, ne vem kako se reče po slovensko. Skalno gorovje. Skalno gorovje ima Prešeren svoj dom. Joe, je to mit ali je res, da v enem določenem obdobju je bil Cleveland največje slovensko mesto po številu prebivalstva? Jaz sem enkrat videl statistiko, da v letu 1909 je 9 Slovencev na dan prišlo v Clevelandu. Torej, je res še zmeraj smo na glasu. Nekatere narodnosti so večji nego naši, recimo je zmeraj bilo več Poljakov in Čehov. Cleveland je tudi največji center za Mađare in za Slovake, ampak Slovenci pa so bili nekako složni. En pokojni voditelj češke skupine mi je rekel, mi Čehi smo tako zavidni od vas Slovencev, ker čeprav nas je veliko tukaj, imamo samo en dom, eno župnijo, vi Slovenci pa imate tolikih kulturnih domov, pevskih zborov, ansamblov in mi Čehi smo vsi skregani med sabo. Mi pa isto mislimo, da smo mi skregani med sabo, tako da ne moramo nič velikega pokazati, ker nismo tako složni, ampak zgleda, da smo res bili in imamo še zmeraj kar nekaj za pokazati. Je tisti rek, ne, da se rabi vas za to, da se vzgoji otroka? Ja. Se ti zdi, da si ti rasel kot otrok, da si rasel čeprav v mestu, hkrati v eni taki slovenski vasi, v eni skupnosti Slovencev. Ti kot otrok si še čutil to, ali ne več? Jaz sem izjema. Pardon. Jaz sem se rodil na koncu tega kulturnega vala, torej sem glih kot otrok videl te zadnje trenutke opere v slovenščini v glavnem slovenskem narodnem domu. In res, kostume in kulise so si sposodili iz čikaške opere, ki so z vlakom prenesli v Clevelandu in sem že kot otrok videl Carmen, La Traviato, Suor Angelica,
Rigoletto, vse v slovenščini v kostumih in to je bila polna dvorana. Naš glavni slovenski narodni dom ima prostor za 1100 ljudi. Za slovenske razmere to je kot Cankarjev dom skoraj. In tu so bile polne dvorane in so imeli več uprizoritev teh iger. En projekt za mene, ki bi bil zelo pomemben, je direktor v 20 letih Đan Ivanuš, je bil napisal prvo slovensko opero v Ameriki, Turjaško Rozamundo. In jaz in moja sestra Cilka Dolgan smo bili našli libreto in besedila in orkestracijo. Torej bi radi, da naša Turjaška Rozamunda sploh ni bila na odru, ki je v Sloveniji, in da bi lahko kdaj to opero recreate. Ja, poustvarili tukaj v Sloveniji. Ampak v ZDA je pa bila uprizorjena. Ja, v letu 1928. Ja. No, super, imamo že en nov projekt, zdaj se bo nabralo, po mojem samo tekom tega pogovora še nekaj. Se pravi, da v bistvu si ujel tisti velik kulturni val in tudi neko obdobje, ko so začele te dejavnosti nekako se krčiti. Kako v bistvu si doživljal in kako doživljaš to? Se boriš, ne? Ampak hkrati verjetno je treba sprejemati tudi neko. Jaz sem eno diplomo imam kot zgodovinar in torej vidim, da naša dediščina se lahko čez noč zgubi. Jaz sem začel kot kustos pri Mestnem muzeju v Clevelandu in še vedno imam stike tam. In ko kakšen znan Slovenec umre ali pa ko kakšno recimo pevsko društvo propade, pridem v kontaktu, da lahko shranimo njihove arhive. Nekaj pošljemo v Ljubljano, nekaj pa po različnih ustanov v Ameriki. Ampak meni je to pomembno, ker se čutim, da naša slovenska zgodovina v Ameriki je del vaše zgodovine in samo z ameriškim naglasom. In ne bi rad videl, da to gre vse v nič. Recimo, in zmeraj so presenečenje. Recimo, govoril sem z Matejo Zoro, smo imeli slovenski delavski dom, ki je bil zelo aktiven, posebno Primorci so bili, iz Krasa, iz Pivške doline, iz Lirsko-Bistriške okolice, tudi iz Goriš, iz Soškega. In so podpirali ta dom vsa leta in med COVID-om se je zaprl, ker ne zaradi denarja, ampak težko dobimo zdaj volonterje, ljudje, ki imajo čas za ohraniti domove. Zdaj poznam novo lastnico, ki je preuredila ta dom v jazz klub, ker je v redu, da ne bo propadlo. Ampak našla pa je presenečenje nad odrom, so imeli pa, ne vem, ko je bila ta tradicija tukaj v Evropi, ampak pred zaveso si imel eno zaveso na platno zaradi požara, ki so naj bi spustili, ampak preko so začeli kakšno igro ali koncert, je bila ta zavesa in je bila vsa poslikana z reklamami iz tiste soseske. Gostilne, mesar, dramsko društvo, zdravnik, vsi so imeli svoje sponzorji so imeli svoje reklame na to zaveso, ampak ta osrednja slika pa je Gorica. In zdaj, to nisem nikoli videl, sem videl pa reklamo za gostilno od mojega strica in tako naprej. Torej sem ugotovil, to je bilo slikano okoli 1945, nekaj takega. Zdaj problem, kam bomo s to zaveso? Ker to je velika stvar, prevelika za prenesti v Slovenijo, v kakšnem arhivu ali v muzeju. In tu so naši izzivi, zdaj imamo kar nekaj teh arhivov, ampak naši arhivi v Ameriki so postali bolj zbirčni, ker arhivi so dragi in morajo biti malo bolj zbirčni, kaj bojo sprijeli. Torej, trenutno to je nekaj, ki mene malo
moti. Čeprav Joe, za uprizoritev Turjaške Rozamunde bi bilo lepo imeti tudi to zaveso, ne? Tu bi bilo fantastično. Ampak naš slovenski narodni dom pa ima to najbolj znano zaveso. To je bila skica, ki je Maksim Gaspari poslal v Cleveland letu 1926 in potem od doma so kopirali to njegovo skico na to zaveso in tu je vsi Slovenci se poklanjajo materi Sloveniji, ki je na tron pod lipo in Bled je v ozadju in vidiš Prešerna, vidiš Tavčarja, vidiš Gregorčiča, Cankarja, vsi so poslikani na to zaveso. Torej, to je, če v Sloveniji nimate kaj takega. Verjetno res ne. Maksim Gaspar je zanesljiva firma. Kako ti gledaš na to kot zgodovinar? V Sloveniji vsakokrat, ko slišimo recimo prodal se slovenski dom, zaprla se slovenska župnija, to vedno boli, ne? To je eno tako težko soočenje, po drugi strani pa verjetno posledica neke realnosti, ki je do neke določene mere neizogibna. Kako ti gledaš na to? Kako bi bilo treba ravnati? Naš problem, to je tudi vaš problem tukaj. Absolutno. Mladi grejo, kot smo včasih rekli, s trbuhom za kruhom in ne ostanejo recimo v Clevelandu ali v Chicago, rajši grejo na Florido ali Kalifornijo ali kjer lahko dobijo službo. Ampak mene moti, ker nekateri imajo mnenja tukaj v Sloveniji, da ker mi ne komuniciramo v slovenščini, da smo nekaj manj kot Slovenci. Mi pa se čutimo glih obratno. Čeprav ne razumemo slovenščino, smo Slovenci skozi naše jedi, skozi naše tradicije, skozi našo glasbo, potovanje v Slovenijo in zdaj trenutni trend je dvojno državljanstvo. Posebno že od volitvah v november je veliko zanimanje za dvojno državljanstvo s Slovenijo. Jaz sem predsednik Slovenske zveze v Ameriki, ki ima sedež izven Chicaga in mi kličemo cultural interest groups, kulturne skupine. Imamo za kulinariko, za glasbo, za zgodovino slovensko in zdaj imamo za dvojno državljanstvo in že od novembra smo pridobili 80 novih članov. Ljudje iščejo alternative. Ja. Mogoče tudi Luka Dončić pride nazaj. V glavnem, kako da je tvoja slovenščina tako dobra? Ne vem, jaz sem malo v zadregi, ker vem, da govorim eno čudno slovenščino. Ne. Imam ameriški naglas. Sem se učil slovenščino od starše, ki so se učili slovenščine od učiteljev, ki so bili sošolci od Simona Gregorčiča, torej od začetka 20. stoletja. Torej, kakšno ostareli izraz uporabljam, ampak jaz kar rinem naprej. Ne, odlično. Sem parkrat šel na seminar slovenskega jezika, torej moja mentorica je bila Boža Krakar-Vogel in torej sem se, kot rečemo, sem se ahtal, da bom boljše govoril in razumel. Ker v tvoji generaciji verjetno si recimo med tistimi, ki najboljše obvladajo jezik. Vsi se zanašajo na mene, da bi kaj prevedel, in ne vem, kako to povedati, ker jaz vas slišam, ker govorite, jaz razumem vse nianse, vse naglase. Recimo ta gospa v hotelu tukaj ima tak perfekten novogoriški akcent, kako bi rekel, na glas. Jaz vse to poznam in izraze, ampak ne vem, kako to deliti nazaj. Torej, sem že angleške podnapise napisal za znanih slovenskih filmov, ker ko slišim, vse razumem, samo ne morem se izraziti tako lepo. Ti v bistvu si posvetil skoraj da tako en lep del življenja, ne, raziskovanju zgodovine te slovenske skupnosti v ZDA, Ja. predvsem pa ustvarjanju
sedanjosti. Ne? Zato sem rekla, da se boriš številnimi tvojimi aktivnostmi, tudi če se skupnost mogoče manjša, tudi če nekaterih stvari ni več, ampak ti ustrajaš. Zakaj? Mislim, v imenu česa, John? Kaj te žene? Ne bi rad, da bi vse to šlo v nič, da bi šlo v pozabo. Zato, da jaz lahko delim naše zgodbe z vami tukaj v Sloveniji in obratno delim naše zgodbe našim v Ameriki tudi, ker redko kdo se zanima, ali ker sem izučen kot, ne vem, muzejalec, kot zgodovinar za te interpretacije, te, kako se reče, se ne morem spomniti besedo v slovenščini, ampak mislim, da imamo kar nekaj za pokazati in bi radi, in da smo lahko ponosni na vse, kar smo dosegli. Zato pridemo v kontaktu z znanimi Slovenci, za ljudje zavedati, da nismo bili samo v rudniku ali na farmi, ampak tudi ni slabo, ampak smo bili zelo organizirani. Moram reči, za takšen majhen narod, ker jaz sem delal tudi z drugimi narodnostnimi skupinami v Clevelandu, z Čehi, z Ukrajinci, ampak nekako Slovenci so res za takšen majhen narod smo imeli veliko za pokazati, saj v Clevelandu in drugod. Še danes v New Yorku imamo cirkus Svetega Cirila, v Milwaukeeju imajo zelo dobro slovensko kulturno društvo Uspeh. In glih, kada mislimo, da vse bo šlo v maloro, pride nove generacije in nove možnosti. Zato danes jaz verjamem, da lahko si in že delamo eno virtualno Slovenijo po Ameriki, ker imamo te kulturne skupine po internetu z Zoomom. Torej, ti ni treba biti vsi v isti sobi v Pittsburghu, si lahko kjerkoli v Ameriki ali po svetu. Gliste smo imeli, Slovenska zveza ima literarno nagrado in imamo tudi na žiriji je tudi prevajalka in pisateljica iz Ljubljane Barbara Skubic. Torej, imamo te možnosti. Slovenci so bili dobri, ki so prišli v Ameriko, so ujeli vse, kar je Amerika nudila. Tehnologijo, možnosti, sredstva, ta ameriški pogum smo izkoristili, da smo lahko kar en slovenski paralelni svet si zgradili v Ameriki. In se pravi, zdaj je treba spet izkoristiti nove tehnološke možnosti. Zdaj so nove možnosti, ki nismo si mogli ni pred 20 leti predstaviti, da lahko po Zoomu imaš sestanek z 80 ljudmi. Zdaj, rekel si, da mladi se selijo, tudi recimo enako velja za Slovenijo, za katerokoli evropsko državo, vsak ima svoje prioritete, razmišlja o službi, o karieri, o družini in normalno, da to pride recimo velikokrat pred narodno pripadnostjo, kulturno pripadnostjo in tako naprej, ampak se ti zdi, da po drugi strani, da tudi mogoče nove generacije včasih še bolj kot prejšnje iščejo korenine, občutek pripadnosti, identiteto. Se pravi, se ti zdi, da se mladi tudi vračajo k svojim koreninam? Ko enkrat pridejo v Slovenijo in zagledajo Slovenijo, uživajo Slovenijo, potem so hooked. Ja, hooked, ja. Mislim, da vsi razumemo. Recimo, moja nečakinja je bila kot najstnica v Sloveniji in je zmeraj hotela se vrniti in to leto je prvič prišla z svojo družino, s 3 otroki, 2 sta najstnika in ker je ona hotela, da oni vidijo in uživajo in da so lahko se srečali z sorodniki, ki so bili še živi, ki so poznali njeno babico, mojo mamo in očeta. In to je za njo bilo pomembno. Za mene je bilo še bolj pomembno, ker so srečali
že, kako se reče, tretje koleno sestrične in bratrance svojih let, ki so pa komunicirali v angleščini. In tu je, mislim, da je imel velik vpliv in ko bojo naše družine v Ameriki in v Sloveniji še zmeraj v kontaktu poskuzi to mlado generacijo. Zato je meni bilo pomembno, da so se ti otroci srečali in še zmeraj se komunicirajo. Čeprav je skozi Facebook ali druge socialne medije, so pa še zmeraj v kontaktu. No, ker zdaj je to možno, ne? Yes, ker recimo, ne vem, 40 let nazaj letalsko pismo je dolgo potovalo, ne? Iz Amerike, ki je bilo v bistvu edini način vzpostavljanja stikov. Nov projekt, sodelujem z dr. Mirjem Milharčič-Hladnik od Inštitut za slovensko izseljenstvo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Zbiramo stara pisma ne sad stara, tudi nova pisma iz Slovenije in v Slovenijo. To je začelo pravzaprav z mojo družino, ker moja mama je spravila vsa pisma, torej smo imeli 80-letno korespondenco iz Slovenije. Istočasno moja sestrična v Jelšanah je spravila vso korespondenco iz Amerike in dr. Milharčič-Hladnik je kopirala vse te pisma in jih zložila kronološko od, ne vem, sredi 20 let do danes. In je zanimiva slika, čudovita slika, kakšna čustva so si delili v teh pismih. Nekatere pisme jih bereš in je kot da je klepet po nedeljski kavi. Ampak to je bilo, niso nikoli pozabili na svojo vas, kako je teta Milka ali je stric zbolel in vse take stvari. Ampak ena je bila na Primorskem, druga je bila v državi Ohio. In še vedno sta bile... Še vedno, kot da so doma. Ja, to je super projekt. Projekt sofinancira Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Moram se zahvaliti te predavanja, ki imam po Sloveniji in tudi po Ameriki, ne bi mogel brez pomoči od Urada za Slovence po svetu. Joe, povej nam kaj o polka kulturi v Ameriki. Mnogi poznajo ta fenomen, nekateri ga ne poznajo, ampak je verjetno eden od najbolj takih zanimivih fenomenov kulturnega prepletanja, za reči prežemanja. Kako bi rekel, polka je kot en žanr od ameriške plesne glasbe. In to je začelo že pred Prvo svetovno vojno, ker so prvi slovenski harmonikarji prišli v Ameriko in so te vesele pesmi začeli igrati. Potem pa je kakšen prišel zraven z banjojem, ki ni slovenski inštrument, ki je nekaj posebnega ameriškega, drugi bi prišel s kitaro, en pa z bobni in kar naenkrat je neki nov slovensko-ameriški hibridni plesna glasba se razvila. In ni bilo pa samo za Slovence, drugi narodnosti v mestah kot Chicago in Cleveland so poslušali našo glasbo, ker je bilo nekaj veselega, nekaj, ki se je lahko plesalo, danceable, ne vem, kako se reče danceable po slovensko, ki bi se dalo plesati. A kdo zna? Danceable. Plesljiv, ampak to je... Je plesljivo. To zveni skoraj kot plesniv. To ni lepo. In tu se je kar razvilo. Istočasno vse ne deluje v vakumu. Istočasno sta se dve stvari razvile, radio in gramofon. In firme v New Yorku so videli, da vsaka narodnost ima svojo glasbeno kulturo in so hoteli prodati več plošč. To je ta štost. Danes, ker kupite printer,
Printer je skoraj za pol zastojn, ampak tiste Kartuše, ja? kartuše pa tako drago stanejo, ampak moraš imeti kartuš. Isti koncept je bil v 20 letih z gramofonom. Gramofon ni bil tako drag, plošče pa so bile po 75 centov $, vsaka plošča, to pa pred 100 leti. In torej so ugotovili, da bi radi, ker vsaka narodnost imela svojo glasbeno kulturo, da bi radi Slovencem prodajali gramofone, Litvancem, Nemcem in so začeli narodnostne serije posnet. Torej, že v 20 letih sta Viktor in Kolumbija so izdajali slovenske plošče. Torej, da naši prve glasbene zvezde so prihajali iz Clevelanda. In so, ker v Ljubljani na radiju se je tudi v tem času začel, so pa igrali naše plošče v Ameriki. Iz te kulture pa je res en nov, kako bi rekel, plesna kultura se razvila. Potem pa mladi, ki so poslušali radio in te gramofonske plošče, so začeli posrkati druge ameriške melodije iz jazza, iz Broadway, blues, country glasba in so začeli preoblikovati naše stare slovenske pesmi pa na ameriški ali pa na bolj mlajši način. In iz tega je prišel Frank Janković, ki je potem postal ameriški kralj polke, ker on je pa prevedel besedila iz slovenščine v angleščino in naslove in tako da je privabil širšo publiko in to je bila preprosta glasba za zabave. Besedila so bile simple, za si zapomniti, preproste in po drugi svetovni vojni to je pa bil kar sociološki, imel sociološki pomen, ker mladi soldati so prihajali domov iz vojne, Američani pa so se naveličali 10 let stradanja zaradi vojne in depresije, velike krize pred tistem. In to je bila ta Jankovićeva glasba, je bila ta prava stvar v pravem trenutku. Preproste, vesele pesmi, besedila, ki si lahko takoj zapomnil in je prav postal hit. Torej, že leto 1948 je imel prvo zlato ploščo, 15 let prej nego Frank Sinatra dobil svojo prvo zlato ploščo. Ko si moraš predstaviti, kjerkoli si bil v rudniku v Wyomingu, na Divjem zahodu, v tovarni, v Milwaukeeju, si lahko gramofon kupil in to je bil tvoj kontakt skozi te slovenske izvajalce, to je bil tvoj kulturni kontakt z domovino, skozi te gramofone in pozneje skozi radijske oddaje. In torej z Jankovićem pa res potem drugi mladeniči, ki so igrali Slovenci, recimo Gianni Vidnal, brat od Richija Vidnala in Louis Bachel iz Milwaukee so dobili pogodbe iz New Yorka za posnet plošče. Janković je snemal za Kolumbijo za 25 let, so njegove. In ker so imeli prvo Grammy nagrado za najboljšo polko ploščo, je Janković bil zmagal. In imamo tudi pa kanadski kralj polke, je tudi Slovenec, Walter Ostanek, on pa ima 3 Grammy nagrade, ki je dobil za svoje polke. Je samo vesela glasba, ne moreš poslušati slovensko polko in biti žalosten. Ja, Slovencem tudi to uspe, se mi zdi. Sploh. Ne vem, ne vem, ko ljudje razumejo, da to je res bilo nekaj v Slovenskem narodnem domu v tistih letih po drugi svetovni vojni. Si lahko ugotovil, kadar je tramvaj prišel, kar naenkrat je zagrmelo cel kup ljudi v Slovenskem domu na ples.
vsakrat tu so bili na stotini ljudje, 500 ljudi. Jaz sem imel že v 80-ih letih, ko je moje društvo imel ples in smo imeli samo 500 ljudi, smo bili razočarani. Danes smo pa srečni, ko dobimo 200. Ja, so tudi Ljubljani srečni, ko dobijo 200 Slovencev, ne v Clevelandu. Ali je še živa ta glasba? Mislim, so še mlade skupine, ki v bistvu to tradicijo na en način preoblikujejo za sodobni čas. Zmeraj, ker mislim, da bo vse pozabljeno, pridejo nove generacije in nove možnosti. So mlajše skupine, ampak igrajo polko na svoj način, na svoj bolj rockerski ali celo na punk način. Ker in te starejši glasbeniki se ne morejo temu prilagoditi. Ampak isti štos je bilo pri Jankoviću. Nekateri so, recimo v 40-ih letih so sovražili Jankovićeve pesmi, ker je on popačil naše lepe domače slovenske pesmi z svojim nastopom in z grdo slovenščino pa še posnel. In torej starejše generacije ne razumejo glasbo v teh mlajših generacij in to drži danes tudi skozi našo polko glasbo. Ampak obstaja Polka Hall of Fame, ne? Se pravi muzej in kulturni center. Zdaj smo že več kot 35 let nazaj smo ustanovili Polka muzej, ker istočasno, to je bilo okoli letu 86, se je oznanilo, da Cleveland bo center za svetovni muzej rock'n'rolla, ker je čudovit muzej. Ampak smo mislili, zakaj pa ne za to slovensko-ameriško polko, ki ima korenine v Clevelandu, in smo začeli ta muzej in delamo okoli 9 plesov na letu. Znani smo za festival krajinskih klobas. Lani smo imeli 1500 ljudi na klobase. Imamo še zmeraj slovenske mesnice v Clevelandu, ki delajo prave krajinske klobase in mnenja so, da naše so boljše kot vaše. Sorry. Normalno. In delamo tudi pa nagrade vsak november, konec novembra, kad je naš zahvalni dan, ker so praznike, pa delimo nagrade in imamo dvodnevni festival. Torej, ja, moram reči, da vsako leto nas je manj na plesišču, ampak čudovita stvar je in nekaj, ki ne vidim v Sloveniji, na plesišču so ljudi, ki imajo skoraj 100 let. Ni izključno, da boš videl pare, ki imajo 85-95 let in so še na plesišču. En jubilej se vam bliža, ne? Zelo pomemben, kar se zveze. A ne prihaja obletnica zveze? Ja, od Slovenska zveza v Ameriki drugo leto bomo praznovali 100-letnico. In zdaj bom imel skupino iz Amerike, bomo prišli za dobrodošli doma drugo leto in smo že organiziramo, imamo aktivnosti, zdaj bomo od julija naprej imeli kar poln kalendar aktivnosti, ne samo polko, ampak tudi nekaj izobraževalnega, malo od filma. Torej, tu je za nas kot za Gorico in za Novo Gorico. Evropska prestolnica kulture. Ja, super, se zelo veselimo. Joe, ti si res ena velika skrinja polna zakladov v obliki zgodb, ki so fenomenalne, ki jih nikoli še nobeden ni slišal, njih veš samo ti. In zdaj bi te jaz res prosila, da deliš z nami kakšno življenjsko zgodbo kakšnega Slovenca v Ameriki, kakšen drobec biografski ali iz Hollywooda ali iz katerega koli drugega slovenskega mesta, ki priča o tem, kako raznolike so te zgodbe Slovencev v Ameriki.
Nismo samo za polke in za klobase, čeprav so nam Zelo pri srcu, ja. Zdaj sodelujem z Moderno galerijo v Ljubljani, ker bo drugo leto v juniju retrospektiva dela od Gregorja Peruška. On je bil rojen blizu Ribnice in se preselil v Ameriko in je bil slikar v 20. in 30. let, umrl je leto 1940 in bil je nekoliko znan v Chicago kot slikar. Bil je več ali manj samouk, torej nekatere slike so čudovite, nekatere pa malo bolj za širšo publiko, ampak vseeno je bil... Ja, ker je bilo treba preživeti, verjetno, ne? Ja, torej tudi veliko cvetlic in tihožitja slikal, ampak vseeno je zelo zanimiv, ker on je se vrtil v istih slikarskih krogih kot najbolj znani slikarji v Chicago in tudi v Clevelandu, ker v letu 92 in letu 1930 je Božidar Jakec živel v Clevelandu in sta se poznala. Perušek je tudi enkrat prišel v Slovenijo in se srečal z Richardom Jakopičem, z Veno Pilonom in z drugimi in ki je imel veliko vpliv na njegovo umetnost. Torej, prišel je kustos Robert Simonišek in smo evidentirali slike po Clevelandu in v Chicago, po privatnih zbirkah in po muzejih in zdaj ta razstava bo se odprla v Ljubljani v juniju. Dobro, se veselimo Peruškove retrospektive. Tudi v recimo popularni glasbi, ne, ni samo polka, ne? Recimo je, ne vem, Miki Dolenc, recimo. Ok, od rock and roll smo imeli, v Ameriki smo imeli našo različico Beatlesov, so se klicali The Monkees in bobnar in glavni pevec je bil Miki Dolenc in njegov oče je bil George Dolenc, ki je bil igralec v Hollywoodu, filmski igralec, ki pa je živel tukaj v Gorici na Via Formica. Rodil se je v Trstu, ampak so se potem preselili v Gorico. Torej, on je bil bolj stranski igralec v Hollywoodu, ampak je igral zraven Elizabeth Taylor in drugi, Richard Burton, Olivia de Havilland, tu so bili njegovi sodelavci na ekranu. Potem njegov sin je bil kot najstnik, imel svojo televizijsko oddajo Deček iz cirkusa in kadar so hoteli v Ameriki narediti eno novo verzijo ameriških Beatlesov, so njega privabili in je imel kar veliko kariero, ko poznate pesem I'm a Believer, to Miki Dolenc poje in igra bobne na to ploščo. V svetu jazza smo imeli Keith Jarrett, ki je znan jazzist, ampak redko kdo ve, da je njegova mama bila Slovenka. Isto v filmu Christoph Waltz, ki je že 2 Oscarja dobil, njegova mama se piše Urbančič. Torej, zmeraj koga najdem in tu bom imel pa predavanje v soboto zjutraj za kinoatelje. Se zato sem te hotela ustaviti, da ne bo spoilerjev, ne? Okay, sorry. To je bil zdaj samo teaser, več o tem, pa v soboto v X-centru, ne? V Gorici, ja. Borgočinema, ja, se pravi v Gorici, predavanje o Slovencih v Hollywoodu in potem boste šli tudi na en sprehod, ne, po teh lokacijah, ki bodo na predavanju omenjene. In v politiki Amy Klobučar je skoraj razen Melania Trump je najbolj znana Slovenka v ameriški politiki. Ki je prebrala tudi uvod za prisego na zadnjo predsedniško, ne? Ja. Takrat mogoče ste jo videli pred mikrofonom. In kakšna tudi podpredsednica, ko ne celo predsednica. Dajmo ciljati visoko, ne? Ciljamo visoko.
pa še, ne, imamo Sunito Williams in Franca Breznika, ki sta letela v vesolje, na primer. 5 astronautov imamo slovenskega porekla. Poznam Sunito, so se rodila v isti bolnici, ne istočasno. Njena babica je bila dobra prijateljica od moje mame in je zelo domača in je res, da je nesla v vesolju krajinske klobase iz mesnice Ažman v predmestje Jukledu, ki je samo za vogalom, kjer je stanujem. Ja. In nesla je tudi lepo slovensko zastavo. Ja. Večkrat. Ja. Ne? Tako da je še vedno ta vez. Se ti zdi, da premalo vemo? Mislim, ne samo o Slovencih v ZDA, tudi nasplošno, koliko uspešnih, izjemnih, fenomenalnih ljudi imamo po svetu. Res, tu mislim, da je moja naloga, da moram te zgodbe deliti, ker in bi mogel še več pisati o tem. Drugače bo pozabil, ker vseeno mislim, da ste tudi vi ponosni na naše dosežke v tujini, na naše ljudi, ki smo nekaj zgradili ali nekaj izoblikovali, nekaj dosegli. In ne samo v Ameriki, v Avstraliji, drugod po Evropi, v Kanadi imamo te achievers. Ne vem, kako se reče achiever po slovensko. Nekdo, ki nekaj doseže. In da so lahko vam tudi navdih, ne vem. Mi smo ponosni na vaše, na Luka Dončića, ne vem, Slavoja Žižka, Nađe Kopitarja, pa upam, da ko boste vedeli, da za kakšnega znanega Slovenca iz Amerike ali drugod, da boste tudi vi ponosni. Absolutno. Joe, ti si naredil kar ime tudi v Clevelandu, ne? Pred kratkim si bil deležen tudi ene pomembne mestne nagrade oziroma priznanja. Tako da čestitke. In jaz sem mislila, da bom na začetku malo povedala o tebi, kaj počneš vse, ne? Ampak sem ugotovila, da to je preveč, ne? To je tako dolg seznam, da jaz... Zmeraj je nekaj novega. Najnovejša stvar je, jaz sem iz države Ohio in naša država so organizirali novo komisijo za vzhodnoevropske zadeve. Torej, jaz sem v tej novi komisiji in predstavljam slovensko skupnost v državi Ohio. In nisem edini Slovenec, je tudi Kenny Juko, ki je upokojeni državni senator. In iščemo zdaj zboljšati kontakte in povezave z vzhodno Evropo, jaz posebno pa z Slovenijo in z našo državo Ohio. Super, jaz bom dala potem besedo vam, tako da tisti, ki imate vprašanja, dajte se pripraviti, prosim. Ampak bi samo še to vprašala, je težko vprašanje, ampak ga postavimo vsakemu našemu gostu, kar se nam zdi pomembno. Kako bi po tvojem mnenju lahko Slovenija bolj pomagala? Dobro, se pač neka pozornost do skupnosti se izkazuje in finančna, moralna, vsakršna, ampak kje se ti zdi pomembno v bistvu, da Republika Slovenija se bolj potrudi in vloži več energije v to, da pomaga v bistvu to skupnost v ZDA ohranjati živo povezano? Pred 10 leti bi imel drugi odgovor, ampak danes bi rekel, da bi naši mladi Slovenci imeli priliko obiskati Slovenijo in magar za 2 tedna se utopili v slovensko kulturo in slovenski jezik in slovenske kontakte, ker se vidi za vsako generacijo in tu je tudi moja zgodba. Jaz sem prvič prišel v Slovenijo, ker sem imel 5 let, smo bili celo poletje pri stricu v Jelšanah, tako da, ker sem se vrnil domov, sem imel težave z angleščino, ker sem se, čez 2 tedna sem se, doma so govorili slovenščino, ampak sem odgovarjal v angleščini, čez 2 tedna sem bil
Popolnoma poslovenjen. Ja, poslovenjen. Ampak ko naši mladi lahko pridejo v Slovenijo in naredijo nove kontakte, posebno ko imajo še sorodnike tukaj, tu mislim, da ti poveča priliko da bojo oni se vrnili in kaj slovenskega ali sami se izumili, kakšno društvo, kakšen nov klub, študijo, ne vem. In mislim skozi mladino te kontakte, da so važne. Ko bi recimo moja pranečakinja, ki ima 16 let, ko bi imela priliko priti v Slovenijo za, ne vem, en mesec, kakšno poletje, za uživati Slovenijo, se malo v slovenščini naučiti. Mislim, da bi to ostalo in ne samo kot turistka, ampak bi se vrnila in prav se angažirala v kakšnem aktivnosti, ki ima slovensko temo ali pri kakšnem slovenskem društvu. Super. Vprašanja? Izvolite, gospa, ko vas vidim, da ste, ali niste? Ja, dajte. Torej, ja, smo zelo ponosni seveda na Slovence, ki slišimo njihova imena, ne, v Sloveniji. Skrbi me pa nekaj drugega, iz Slovenije odhajajo prek možganov, ne, v tujino. Tujini se ne vključijo v slovenska društva, mnogi njihovi otroci so na primer v angleških šolah, ne znajo več slovenščine. Tudi v Italijo vidimo, prihajajo predvsem ženske, ki se poročijo sem, njihovi otroci ne znajo več slovensko. Kaj mislite o tem? Za mene kot Američan, za mene tu ni problem, ker večinoma Slovenci v Ameriki sploh ne razumejo slovenščino, ampak se čutijo še bolj slovenski nogu vi. Recimo, ampak tu je skozi kulinariko, skozi tradicije in skozi glasbo in obiske v Slovenijo. In zdaj je nov trend, kot sem omenil za to dvojno državljanstvo, bi radi postali še bolj slovenski nego so. Ampak to je res zanimivo, ne? Ker to je ena izjemno zanimiva tema, ker jaz se strinjam s tabo, Joe, da za večino Slovencev je slovenstvo in slovenski jezik skoraj da, bi rekla, izenačeno, ne? In v bistvu vaša perspektiva tega talilnega lonca ZDA je drugačna. Mozaik je v bistvu drugačna, ne? Se pravi, da narodna identiteta, kulturna identiteta lahko obstaja tudi brez jezika. To je za nas Slovence nekaj težko razumljivega. In to vidim recimo v zamejstvu, recimo tukaj v Gorici, ko otroci lahko da so oba starša Slovenca, ampak ko otroci ne komunicirajo v slovenščini, potem skupnost jih odpiše. Mislijo, da forget it, ja, niso več naši. In tu mi ne razumemo v Ameriki. Čeprav moja sestrična je že, tretja generacija rojena v Ameriki, ona še zmeraj se čuti popolnoma, in je popolnoma Slovenka, ker oče je tudi Slovenec, ja.